Danes v Pomurskem dnevniku. Obsežen požar v Ljutomeru. Mineva 40 let mladinske delovne akcije Goričko. Vaja Murska Sobota 2017. Stečajnega upravitelja Mure suspendirali. Vreme jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Teden začenjamo s četrtkovim požarom, ko so pozno ponoči ognjeni zublji zajeli predelovalnico sveč v Ljutomeru. Kar hitro je bilo na prizorišču okoli 300 gasilcev, ki so se več kot 7 ur borili z ognjenimi zublji. Požar ni terjal poškodb, gasilci so ga hitro obvladali, da se ni razširil na sosednje lesarsko podjetje. A kljub vsemu so gasilci 3 dni in noči stražili pogorišče. Zaradi vetra se je material vedno znova unel. Na mestu požara je postala ogromna količina materiala stopljenih sveč, parafina in baterij. Kako se bodo lotili razvrščanja teh nevarnih snovi, ki so nastale, bo določil okoljski inšpektor, ki bo to delo naložil lastniku. A je obsežen požar močno obremenil tudi proračun občine Ljutomer, ki bo sedaj morala povrniti stroške. V Sloveniji smo imeli do četrtka 2 sortirnici in predelovalnici odpadnih nagrobnih sveč. V Jesenicah ter v Pomurju v Ljutomeru so skupno v enem letu sprejeli več kot 2200 ton odpadnih sveč. V stavbi Ekoplast.koma v Ljutomeru so letno prevzeli, razsortirali in predelali vsaj 1200 ton materijala. In v noči na petek je vse to uničil požar. Okoli 300 gasilcev se je vso noč borilo z ognjenimi zublji. K sreči so na pomoč prišli murskosoboški in radgonski gasilci z avtolestvijo. Ker materijala, sveče, parafina in plastike niso mogli ohladiti niti z vodo, niti s peno, so na pomoč poklicali tudi helikopter Slovenske vojske. Na požarišču so se oglasili med drugim ministrica za okolje, poveljnik civilne zaščite Ljutomer jo je opozoril na pristojnost požarnega inšpektorata, ki se je z novo zakonodajo izničila. Je bilo na gradbišču požarni inšpektor, ki je prišel in prekontroliral gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo, načrte, dal je soglasje na projekte, tega danes ni. Za takšne stvari je to problem. Prišlo je tudi vodstvo z Direkcije za vode Slovenije ter poveljnik civilne zaščite Slovenije, kot tudi predstavnica Nacionalnega inštituta za zdravje, saj so opravili meritve vode in zraka. Če gre res za polivinilhlorid, ki so spojine s klorom, v tem primeru nastajajo zelo toksični spojine med gorenjem. V nedeljo dopoldne je gasilcem uspelo ukrotiti tudi najmanjša požarišča in šele sedaj, ko se je povlegel ves dim, so vidne razsežnosti požara. Ostale so gole stene, zgorela je vsa strojna mehanizacija, ostali so kupi stopljenih sveč in parafina, ob tem pa gore odpadnih baterij. In te baterije so dejansko frčale po zraku. Tote del zadnji je ven odneslo, to pa je letelo po luftu. K sreči baterije niso zadele gasilcev, ki so se morali objektu zaradi gašenja zelo približati, saj v občini nimajo avtolestve. Nakup je za občino, ki letno nameni gasilcem 30 000 evrov, prevelik zalogaj, saj stanejo avtolestve vsaj 800 000 evrov. Se je pa tudi v tej situaciji izkazala dobrota, tako gasilcev kot krajanov in sodelavcev, saj so utrujenim gasilcem prinesli kavo, topel obrok. Evo, friške kifle smo dobili. Tudi tretji dan so gasilci izvajali požarno stražo. Nahaja se še ogromno gorljivega materiala v prostorih in malo nam tudi zdaj nagaja veter, pojavljajo se manjši požari, tako da moramo varovati pa seveda te manjše požare čim prej pogasiti. Kriminalisti, ki so bili na terenu 2 dni, o vzroku požara javnost še niso obvestili. Je pa potrjena onesnaženost vode. Ribiči, ki spremljajo situacijo, zaenkrat pogina rib niso zasledili, a ribe iz te vode vseeno ne bi jedli. Trenutno ne bi. Ampak, zakaj ne? Ja, vse ne veš, trenutno mislim, da je to kar nekaj kemikalij vseeno šlo notre, tako da je za premisliti. Kot je razvidno iz poročila, sta aluminij in cink malenkost prekoračena, kadmij še malo več, svinca je bilo 290 mikrogramov na liter, medtem ko je dovoljena vrednost 14. Krajši čas na krajšem območju in to je treba tudi povedati. Kljub vsemu krajani ostajajo v dvomih, vrtove so pokrili. Zdaj trenutno solote ne jemo, peteršilja tudi ne, takšne stvari, kaj so pač tak. Vprašanje pa kaj bo, da je dale z papriko, kumrcami pa tatimi stvarmi. Meritve zraka za zdaj ne kažejo onesnaženosti, bo pa merilec v središču mesta do nadaljnega.
Letos mineva že 40 let od prve mladinske delovne akcije Goričko. Z nami je Ludvik Filo, predsednik Društva brigadirjev Pomurja, ki nam bo povedal več, kako bodo ta dogodek ustrezno obeležili. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kdaj pripravljate osrednji dogodek, kje bo potekal? Osrednji dogodek bo 17. torej to soboto. Začetek bo ob 11. uri pri osnovni šoli Gornje Petrovce. Namreč osnovna šola Gornje Petrovce je bila od 13 gostitelj 11 delovnim akcijam. In zato je tudi na šoli bomo postavili spominsko obeležje. Potem pa smo v programu bodo pa sodelovali mladi iz tistih občin, ki so bile deležne v tej akciji. Katere občine pa so to? To so občine Gornje Petrovce, Šalovci, Hodoš, Moravske Toplice, Puconci. Nekaj je bilo aktivnosti tudi v Soboti in Kuzme. To so v glavnem te občine. Boste pripravljali do same prireditve mogoče še kakšna srečanja? Zdaj do prireditve ne bomo več, po prireditvi pa seveda... Oziroma ste jih že? Smo jih že, ja. Mi imamo konstantna srečanja, tradicionalno. Lansko leto smo imeli ta srečanja v spominskem parku spominov in tovarištva v Petanjcih. Zdaj pa mi še povejte nekaj o samem mladinskem prostovoljnem delu pri nas. Kdaj je zaživelo? No, mladinsko prostovoljno delo pri nas in bivši Jugovini se je začelo praktično takoj po drugi svetovni vojni. Saj najbrž malo ljudi ve, da je začetek izgradnje Nove Gorice na novih temeljih v celoti so upravljale mladinske delovne brigade in je torej letos 70-letnica začetka mladinske delovne akcije. Slovenija je potem je imela tam okrog leta 66 do 76 skoraj bi rekel odklonilni ali pa zadržan odnos. Bilo je nekaj delovnih akcij. No, jaz sem slučajno takrat bil zaposlen na Republiški konferenci mladine in takrat sem 76 leta nam je uspelo na Kozjanskem organizirati podobno splošno mladinsko delovno akcijo. Od takrat naprej pa seveda skozi začetki naše pa segajo v leto 77, ko torej drugo leto, zato tudi letos praznujemo 40 let. Koliko je pa bilo prostovoljcev takrat, 1977, v delovni brigadi Goričko? Ja, okrog 300 smo začeli, skupno je bilo v 13 akcijah 4200, ne vem koliko brigadirjev. Visoka številka. Kaj pa so počeli? V glavnem smo delali na infrastrukturi proti koncu, pa smo šli tudi na druga področja, torej obstajale so brigade Rdečega križa, ki so nudile druge oblike pomoči. Poleg tega smo pa v tako imenovanem prostem delu tudi sicer poleg rednega programa pomagali vaščanom, tudi posameznim vasem. Pomagali ste predvsem pri izgradnji vodovoda, domnevam? Večino pri izgradnji vodovoda, kanalizacije, cest, mostov. To so bile v glavnem tudi čiščenje jarkov in vse te stvari, ki so povezane z infrastrukturo. No, ne bi smel pozabiti tudi to, da smo seveda v našem času, v času, ko je začela se brigada, da se je osnovna šola Gornje Petrovce dobila vsa igrišča, jasno tudi z močnim sodelovanjem vodstva takratne osnovne šole z gospodom Ritoperom na čelu. In to najbrž ve zelo malo ljudi. Tam je bilo celo tako daleč, da smo imeli celo idejne zasnove načrta za bazen kopališča v Gornjih Petrovcih, ki seveda ni nikoli realiziral. No, to bi bilo lepo. Torej, zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vas, gledalke in gledalci, pa vabim v današnjo Aktualno, ko bo sodelavka povedala več o samem društvu z gospodom Filom.
Medtem, ko so nekateri gasilci v Ljutomeru bili več kot 36 ur na terenu, kjer so odpravljali posledice požara, ki je zajel skladišče podjetja Ekoplastkum, je v petek v sklopu Bogatajevih dnevov potekala vaja državnega pomena, vaja Murska Sobota 2017. Namen vaje je bil celovito preverjanje pripravljenosti in odzivnosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na naravne in druge nesreče v mestu Murska Sobota. Organizatorji so sprva sicer pričakovali 200 aktivnih udeležencev ter 88 imitatorjev, spremljevalcev in ocenjevalcev, vendar pa jih je bilo zaradi sodelovanja pri odpravljanju posledic požara v Ljutomeru nekoliko manj. Vajo si je ogledal tudi predsednik države Borut Pahor. Ljudje vemo, da nesreča nikoli ne počiva, sreča je pa na strani pogumnih ljudi. Vemo tudi, da se imamo Slovenci zahvaliti izredno dobro organizirani civilni zaščiti za to, da takrat, ko nastopijo naravne ali druge nesreče, praviloma posredujejo te enote zelo profesionalno, brezhibno, učinkovito, zelo zavzeto. Scenarij je bil prilagojen aktualnim dogodkom v zadnjih letih, ko je neurje povzročilo več verižnih dogodkov. Na prvi delovni točki na kanalu Ledave, kjer naj bi popustile zapornice, so zaradi poplav višali brežine oziroma gradili protipoplavne nasipe. Zaradi zdrsa v vodo so reševali utopljenca ter ga s helikopterjem vojske odpeljali v Mariborski klinični center. Na drugi vaji so zaradi strele in požara evakuirali ljudi in reševali ponesrečence iz blokov. Uporabili so triažne sektorje s prikolico za množične nesreče. Tvegali tudi poškodbo avtolistov. Avtolistov sega do bližine 41 metrov. Na tretji vaji pa so pred poplavo zavarovali zaklonišče z mestnim arhivom. Na četrti pa pri železniškem podvozu reševali udeležence prometne nesreče ob trčenju s cisterno. Pri tem so utrpeli poškodbe šofer avtocisterne in ena oseba v prvem osebnem vozilu. Prav tako je zaradi poškodb na osebnih vozilih nastala situacija, da so osebe ujete v teh vozilih in to 2 osebi v prvem in 2 osebi v drugem osebnem vozilu. Preko regijskega centra so bili na kraj napoteni gasilci in gasilska enota. Sicer pa so leta 2016 sile za zaščito, reševanje in pomoč ukrepale v skoraj 16.000 dogodkih. Aktiviranih je bilo skoraj 21.000 sestavov sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma skupaj okrog 133.000 pripadnikov različnih enot, služb in drugih sestavov. Stečajni upravitelj Branko Đorđević, ki ga Pomurje pozna predvsem po vodenju stečaja Mure, je ostal brez dovoljenja za opravljanje dela. Minister za pravosodje Goran Klemenčič je namreč Đorđevića s 30. majem začasno suspendiral, saj proti njemu poteka sodni postopek zaradi nevestnega dela v službi. Tako so začasno ustavljena vsa njegova morebitna nova imenovanja za stečajnega upravitelja. V 3 delovnih dneh po prejemu obvestila pa mora biti razrešen z te funkcije tudi v postopkih, ki jih vodi kot stečajni upravitelj na različnih sodiščih. Minulo sredo je sicer potekala dražba Murinih stanovanj, ki jo je vodil ravno stečajni upravitelj Branko Đorđević. Po naših informacijah naj bi mu suspenz začel veljati le nekaj minut po tistem, ko je razprodal Murina stanovanja. Đorđevića bremeni več stvari. Obtoženje nevestnega dela v službi, bremeni pa ga tudi ovadba zaradi domnevne poslovne goljufije pri stečaju družbe Granit. Spomnimo, Đorđević je med stečajem gradbenega podjetja Granit nezakonito prodal zaloge iz kamnoloma Poljčane. A ne le, da je bil posel po ugotovitvi sodišča nezakonit, Đorđević naj bi zavajal tudi pri količinah, saj naj bi prodal material, ki ga v kamnolomu sploh ni. Kupec je namreč hitro po nakupu ugotovil, da v kamnolomu ni toliko rudnin, kolikor naj bi jih kupil. O suspenzu Đorđevića so bila obveščena vsa slovenska sodišča, na katerih je bil ta imenovan za stečajnega upravitelja. Đorđević pa bo moral v 8 dneh od vročitve sklepa za vse še odprte stečajne postopke napisati poročilo za zadnje 3 mesece in dokumentacijo predati na novo imenovanim upraviteljem. Ti bodo delo nadaljevali tam, kjer ga je on končal.
Pomurci bomo imeli v prihodnji drugoligaški sezoni kar 3 svoje predstavnike, saj naj bi Veržej zadržal svoj drugoligaški status. Ob Muri in Nafti bo naslednje leto v drugi ligi nastopal tudi Veržej, ki že nekaj let uspešno igra med drugoligaši. V letošnji sezoni se sicer niso odrezali najbolje, saj so končali na 9. mestu. Zavrč, ki je bil 10., pa je že pred časom izstopil iz lige. Zdelo se je, da bo Veržej pristal med tretjeligaši, kot kaže pa temu ne bo tako. V prvi ligi medtem Koper ni dobil licence in tako ne more nastopati v tekmovanjih, ki so pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. V nesreči Kopra pa, kot kaže, tiči sreča Veržeja, ki bo tako zapolnil prazno mesto med drugoligaši. V naslednji sezoni se nam tako obeta kar 6 pomurskih dvobojev. Spletni medij sobotainfo.com poroča o prometni nesreči, ki je voznik avtomobila izsilil prednost motorista, ta pa se je huje poškodoval. Več si preberite na spletnem mediju, mi pa si oglejmo kratke novice. Danes smo imeli sončen dan, več v vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli pretežno jasno vreme. V Murski Soboti smo opoldne namerili 25 stopinj, v Ukrajinskem parku Goričko in Radencih 26 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo sončno, popoldne bodo v severnih krajih nastajale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo pojavljale tudi v noči na sredo in se širile proti jugu. Jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog 16 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 29. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami ali nevihtami. Več sonca bo v popoldanskem času. Nekoliko hladneje bo. V četrtek bo sončno in spet topleje. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okrog 15 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 25. To smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi ostanite še naprej. Lep preostanek dneva!